sem dobil informacijo, da ko ti tvoj hobi postane tvoja služba, ni več isto. To je ta sreča, kaj spravim, ne. A veš, kaka sreča je to, da tebe na enem nebu, kaj placa, kakor češ, direkt nek majhen avionček zadane, ne. Jaz mislim, da če tega nimaš razvitega, te bo itak narava sama naučila, da boš to razvil. Če pa noš tega razvil, boš pa, ko pravijo, velikrat me kdo vpraša, kako je tam gora, ne. In mene je bilo zmeraj bolj ne strah višine, ne. Prva stvar, moraš prav štrike zvezati, ne. Ker če ti štrike narobe zvežeš, že tam gre lahko zelo, zelo narobe, ne. Verjetno boš, domač povedan, zjebal opremo, se pravi kite, ker so skale, grmovja, to, ne. In velikrat meni ljudje rečejo, pa kako se ti da, ne. Imaš 3 varnostne sisteme. V bistvu mi smo krožnik štartali tam debato o vremenu, pa to. Ja, orang. V bistvu si največ odvisen od vremena, ne? Ja, v bistvu, če ni vetra, pa smo mi kar žalostni, ne. Najhujše, ko se nekam bar peleš, ko seveda vidiš napoved, da bo veter in ga pol ni, ne. Pol čakaš, ne. Ja. Sam je v bistvu, me zanima, kako si sploh začel, no, tako. Kako se je ta tvoja zgodba sploh začela, ne? Kajtat sem začel že, mislim, da je bilo leta 2003. Začel se je pa tako, ko smo šli 3 kolegi na Bol džurat z eno agencijo. Krat smo imeli pa plačan tale windsurf tečaj, ne. Aha. In takoj, ko smo kaj prišli, sem jaz prvič videl kite, ne. In takoj mi je bilo to, sem rekel, wow, jaz bi to, ne. Kljub temu sem tisti teden naredil ta tečaj, ne. Windsurfa, ne. In predtem sem pa 1-2 meseca delal kot študent, ta višinska dela. In sem kar dobro zaslužil. Na Hrvaškem smo pokrivali te brežine A1 avtoceste. In pa ko sem ta denar dobil, sem ga za prvo kite opremo zapravil. In tako se je začel. V bistvu kupil opremo. Sicer takrat na Bolu sem probal s trejnerjem, 2 kvadrati, ampak to je tako, kad bi dal otroku z majčka za spuščati, ne. Ja. Tako da, potem sem si pa kupil opremo. Tako da, tako sem začel. Je bilo pa na začetku zelo počas, ker en kite, ne, to pol nimaš vsega vetra pokrit, sploh v onemu času, ne, ker je bila starejša oprema. Se pravi, kite je bil za manj vetra je pokrival, kakor današnji kiti. Tako da, ne vem, počasi je pol to šlo, ne vem, 2, 3, 4 leta, da sem sploh orang spelil, pa začel kitati. Ja. Pa bil že v bistvu takrat kite, ali pa recimo ta šport v bistvu kar dosti razvit, ali se je šele prihajal v Evropo takrat? V Evropo je že bil, ne, sploh po teh glavnih spotih, Tarifa, tudi v Franciji je bilo. Drugače, šport je prišel nekako iz Havajev, tako da se je šele dobro razvil. Tle v Sloveniji, ko sem jaz začel, je že bilo kar, bom rekel, 10-20 fantov, pa tudi kakšna punca je bila vmes, ki so to že delali, tako da jaz sem se jim pol nekako priklopil, ker takrat smo bili toliko majhen community, to je bilo najlepše, vsi smo se poznali med sabo, res je bila ekipa, tako da, ja. Pa ste se sproti verjetno tudi učili, ne? Ali je bilo v bistvu že dosti trenerjev, ko so v bistvu pač naučili pa učili? V bistvu smo bili več ali manj vsi samouki, ne. Takrat kajčole v Sloveniji ni bilo. Ja, lahko da je kakšen izmed njih šel kam ven, v kakšno kajčolo, pa tudi odzun. Ni bilo tako, kad danes, kam na kjerkoli spot greš, ne, ni ne ena, ampak je 10 kajčol, ne. Tako da, ja, takrat si predvsem kolega spraševal, kakšen filmček si pogledal, pa predvsem si sam treniral, ne. Tako da, ja, to je bilo kar zanimivo, ne. Pa še oprema, tudi približno ni bila taka, kad danes je bila veliko bolj, bom rekel, na nek način nevarna. Sami ti mehanizmi, safety mehanizmi niso delovali tako kot danes, ne, tako da
Ja, je bilo zanimivo, no, je bilo zanimivo. Enako, ker recimo zmerom se ta začetek nekega novega področja, je zmerom tak malo riskanten, ne? Malo v bistvu moraš imeti ful veliko volje, ne? Verjetno, ne? Da dejansko sploh greš čez to, ne? Kako ti recimo črpaš, oziroma ste se recimo ful povezvali med seboj, si ful izmenjevali informacije, so bile kakšne take stvari, ko so recimo le ful pomembne, pa ste pol kasneje šele uvideli, ne, da so, ne? Ja, mislim, tako zdaj, ko gledam nazaj, nas je povezvala klapa, ne, mislim, tisti, ki si imel, ja, si šel kajtat, ne, v bistvu si se šel družiti s svojimi dobrimi prijatelji, veliko smo ga prežurali skup, tako da predvsem to nas je, jaz mislim, največ povezval. Krati pa, če te nekaj potegne in kajt, mislim, da večini ljudi, ki ga proba, ne, jih res potegne in enostavno se pol to zgodi, ker samo od sebe iščeš sam, kdaj boš lahko šel še, ne? In pol ni nič težko, tako da ja, skozi leta v bistvu pa skozi izkušnje, tako tvoje kot od kolegov, pa pač spoznavaš, kaj je dober, kaj ni dober, kam je dober jet, na kjer veter, na kjer spot, kakšna oprema, ne? Konec koncev tudi oprema je rasla z nami, tako da danes jaz pravim, da imamo že res praktično kjerkoli brand imaš top opremo in je varna in je zadeva ful lažje se tudi za naučiti in hitrejša, ne. Pa ste v bistvu skozi se z proizvajalci tudi ful povezvali, verjetno izmenjevali informacije, so bili kakšni taki notranji tudi, ko so recimo, kako je to izgledalo? Proizvajalci nedlih, no. Tle smo predvsem, sploh v začetku, je bilo bolj to, kdo te je navdušil in kaj je on že uporabljal, a ne, se pravi, če te je navdušil ki je vozil pač brand, ne vem, mene so Slingshot, sem jaz vozil pol Slingshot, a ne, in tako začneš, se pa se to skozi leta menjalo, zdaj, kakšen drug je začel kje drugje, a ne, pri kakšnem drugem brandu, predvsem si videl, no, pol tudi skozi te, takrat je bil, mislim, da ne, valjda Instagrama pa Facebooka ni bilo, predvsem kakšni YouTube filmčki, tam si videl, kaj ljudje delajo, kjer opremo, kakšni reviewji, ko, mi smo bili vseeno tle v Sloveniji dost stran od tistega ta pravega dogajanja, ki se je pa dogajalo mogoče v Ameriki, ki je v Španiji na Tarifi, na drugih področjih, tako da smo bolj iz interneta vlekali informacije, pa seveda na kite tripih, ne? Na kite tripih si pa tudi videl, kaj te ta boljši rajderji vozijo, kako uporabljajo, kaj delajo. Tako da. To bi se pol nek profesionalen community, ne, tam v tem delu, ne. Tako. Ja. Kdaj se je pa v bistvu sploh kite začel razvijati? V bistvu, kako je sploh od tega prišlo? Kakšna je zgodovina? Ja, zgodovina, zdaj čisto detajle je ne poznam, ampak mislim, da so neki Indijanci uporabljali se pravi iz listov zgrajene kite na dolgih vrveh za neko vlečenje hlodov po eni reki, tako da so v bistvu skozi to začeli uporabljati. Pol so vsaj to, kar se spomnim, sem videl, da so jadralna padala dajali na daljše linije, jih uporabljali tako na snegu, kot tudi na vodi, a ne. Da, ampak čistih detajlov ti pa ne znam, nisem še toliko zgodovino. Ja, zanimivo. Nekaj, ker recimo ful je drugačen šport, ne, od recimo od vseh ostalih, ne, tako dejansko imaš padalo, s katerim se dejansko voziš po površini, a ne. Določen del, ne. Potem pa tudi v bistvu dejansko letiš, ne. Ja, je kar kompleksen šport, mislim, meni je pri kajtanju všeč to, ker lahko ga zelo basic se greš, a ne, pa je to samo vožnja levo, desno, lahko skačeš, lahko voziš val, imaš posebne kajte, posebne deske za voziti val, zdaj je zelo popularna disciplina foil. Se pravi, to je deska, ki zglisira ven, a ne, se pravi, kot hidrogliser, zelo malo upora, se pravi, zelo malo vetra rabiš. Zadostuje, da kite stoji v zraku, pa je že dovolj, da se boš ti vozil, a ne, tam 5-6 vozlov, lahko že v bistvu, če imaš dober kite, da stoji v zraku, te boš že vozil, a ne, ker
s temi navadnimi dilami rabaš več vetra. Tako da, ja, je kompleksen. Na začetku se marsikjer mu zdi, da je ful težek šport za naučiti se, v bistvu pa temu ni tako. Windsurfači, ki se velikokrat hecamo med sabo, pravijo, da razlika med kajtarjem začetnikom pa kajtarjem profesionalcem je 14 dni. Tako da, no, to seveda ni tako, ampak danes ti fantje, ki so profesionalci, so res, to je next level. In verjamem, da tudi kakšen windsurf ali pa kakšnega drugega športa se marsikaj lahko od njih nauči. Ja. V bistvu je že tak spekter že tako pokrit, da dejansko lahko že od samega kot sami začetnika, zelo enostavno, hitro začneš, če prav razumem. Pa potem lahko imaš ful veliko različnih razponov. Tako, napreduješ lahko zelo hitro. Sploh, če začneš kot, ne vem, zdaj 5-6 letniki začenjajo kajtati. Je pa, da imaš pogoja. Tle v Sloveniji smo vsem limitirani, da nimaš tlele 100 metrov stran plaže. Gre sam razvoj, mislim, sam tvoj napredek gre lahko res hiter. In danes vsi te profesionalni kajtari so nekje med, tam 16 in 25 do 30 let, pol gre že dol, ker enostavno te novi nadomestijo. Se pravi, se da res hiter napredovati. Je pa zanimiv tudi nam, ko smo že malo starejši, ker še zmer, če imaš željo, lahko na kjermu področju pri kajtanju še napreduješ. Kak je po bistvu lifestyle, recimo, kak moraš delovati kot človek, recimo, da se znaš prilagajati na ta način življenja ali pa na ta športa, ker ima neke svoje specifike, Ja, predvsem moraš imeti veliko časa, želje, to te mora drivati, volje za to, da se voziš, če si doma v Sloveniji, ker drugega ti ne preostane, pa na koncu, nažalost, tudi kar nekaj denarja, zato ker sama oprema se da dobiti relativno, zdaj že kar ugodno, sploh če second hand kupuješ, ampak če hočeš veliko kajtati, moraš veliko prvič se voziti le na okoliške spote, Slovenija, Hrvaška, Italija. Če pa hočeš malo bolj zares še kajtati, moraš pa potovati, tisto pa seveda stane tako, ker in najboljše destinacije niso prav blizu, tako da ti tripi pač kar nekaj za sabo potegnejo, ampak vse to se da, če je volja, če je volja, pa če ti je to life. Ja. Kje so pa tiste destinacije take? Destinacije en kup, odvisen, kaj želiš. Veš, zelo se razlikujemo. Če bi verjeten večina kajtarjev, sanska destinacija bi rekla Brazilija. Brazilija, sever Brazilije, ja, tam piha tako nekje od julija ali pa junija že začne, pa kje do konca leta je praktično veter vsak dan. In to so sanje vsakega kajtarja, da piha skozi, da ti zberaš, recimo, da greš 2 ure dopoldne, malo pauze, pa popoldne, ker tle na naših koncih je to zelo redko, da imaš to srečo, takrat, ko je, moraš reči, če ne kajtaš. Ja. Drugače pa ostalih destinacij en kup, odvisen, imaš rad močen veter, švoh veter. Praktično cel svet se da pokajtati, posod se najde kaj. Ker recimo tak, verjetno je takrat v bistvu bolj zimsko obdobje, takrat v Braziliji v tistem obdobju. Ali je klima še zmerom dosti okej? Ne, v bistvu je poletje, ful vroče. Ja, 30, 35 stopinj, ja, tako, v bistvu Brazilija je ena destinacija, kjer jaz zmer nosim šorti, se pravi, kratek neopren, kjerkoli sem, zato da te milka ne zriba, pa imaš pol težave. In v Braziliji trpim, zato ker mi je tu šorti ful vroče. Za Brazilijo v glavnem vsi vozijo samo šorce, se pravi kopalke, punce včasih samo v bikinijih, če hočejo pokazati izklesano telo. Tako da, ja, Brazilija je ful topla. Kaj pa tu je Evropa, mislim? Evropa, rečemo, jaz bom zdaj povedal tam, kaj je meni najboljša. To ne pomeni, da je ostalim tudi.
Evropa je zelo dobra, v bistvu na Hrvaškem imamo zelo dobre pogoje, sicer so poletje majstral, pa že zdaj tudi v tem času, se pravi tam od nekje aprila pa do septembra imamo majstral, to je termičen veter, zelo ta konstanten veter in je lahko super, ne? To so predvsem Neretva, izliv Neretve, Bol, Pelješac. Drugače pa Grčija ima tudi kar nekaj spotov. Zdaj jaz sem se zaljubil zadnje 3 leta v Mykonos, ker ima v bistvu to je Party Island, ampak ima pa tudi enega od močnejših Meltemijev, to je ta njihov veter v sami Grčiji in znajo biti sami pogoji zelo, mislim, orankno. Prav za big air kajtanje, se pravi za visoke skoke. Potem imamo tukaj še Španija, Tarifa, ki sem jo že omenil. Tam še nisem bil, to je tudi neka big air meka. Potem Francija, sem bil tudi že parkrat okoli mesta Leucate. Tam je znana ta tramontana njihova, zelo močen veter, podoba naši burji, ki ni toliko tramontana in ta naša burja ni idealna za začetnike, ko pa enkrat znaš oziroma si želiš visok skakati, je pa to idealen veter, ker je zelo močen veter, ne, in lahko piha tudi tam 50-60 vozlov ali pa tudi še vozov več in tukaj se res da lepo leteti. Drugače pa ja, prej sem omenil na Hrvaškem sam 3 spote na majstral, Hrvaška ima v Istri kar nekaj spotov na burjo ali pa na jugo. Hkrati imamo tle Italijo, Grado, ne smem pozabiti, to je v bistvu najbližji spot, ki je skoraj tako kot v Braziliji, se pravi veliko flat vode. To pomeni flat voda, da ker veter pride čez določeno prepreko, ne zvalovi toliko vode, sploh če je voda nizka. Ne? In to je za delati skoke, za odrivati ful lažji, kot če imaš ti, mi pravimo čop, se pravi tiska ni val, ampak je neki pravimo razfukana voda. Tisko se tako vse združi. Ja, tam na takmo je dosti težko odrinta, s kajtom, mislim, z desko in je težje skočiti visoko. Tako da mi iščemo ali čisti flat vodo, ali pa val, ker z vala se da pa tudi super skakati. Ja, v bistvu malo več zgona imaš. Ja, v bistvu ni toliko zgon, bolj je to, da lahko bolj zarobaš z desko in s tem, ko bolj zarobaš desko, se bolj nampnejo štriki od kajta in to je pol efekt frače, če si predstavljaš. In ko imaš ti ta prav val, se v bistvu lahko toliko bolj v val noter naslonaš, tem napneš štrike in višji skočiš. V bistvu je kar taka zelo huda tehnika od zadnji. Kako se pa tukaj recimo na feeling, kako razviješ ta feeling? To v bistvu moraš zelo dobro razumeti vso fiziko od zadnja. In tal, in vrvi, in vetra. V bistvu je, ko moraš biti dost sinhroniziran, se pravi, več stvari moraš hkrati, se mora timing v nulo ujemati. Pravilno moraš kajt zapeljati, pravilno moraš dilo nastaviti, z veliko hitrostjo moraš prijeti, potem pri samom dreamu narediti perfect pop ali pa celo pre-pop, to je tak majhen skokati s predskokom in potem vse se mora poklopiti, da dejansko lahko čim višji skočiš, pa pol delaš razne trike. Je pa tako, da eni se podajo to zelo tako, kot si ti rekel, da hoče vse razumeti, kako določene sile delujejo kam. Jaz sem pa sam na svoj feeling in enostavno ne razmišljam kaj dost. Seveda imam zdaj že po tolikih letih veliko stvari v podzavesti in dejansko delam s feelingom. Ja, se v bistvu vse to je tako osnova. V bistvu je skoraj pri vsaki stvari, tak, če pogledaš. Ja, sigurno, strinjam. Se strinjam. Tako enostavno pol razviješ ta nek skill notranji.
Ja. In se pol v bistvu sam prepustiš in slediš toku. Ja. Itak, no, mislim, če te šport tako potegne, kajtanje meni, itak greš velikrat to početi tudi sam, da malo glavo zbistriš, ker enostavno tam si v trenutku, dejansko ne razmišljaš o drugih stvarih. Jaz to ful enačim z surfanjem, tako se mi zdi surfanje na vodi, je tudi en tak, kako bi rekel... Surfanje na valovih, misliš? Ja, mislim, na valovih, tak, ko si čist in the moment, Ja, pravijo, da je v bistvu to najbolj prvinski surfanje, ker imaš samo desko, val in se ti, tle ipak imaš malo več opreme, ampak jaz se čist tudi pri kajtanju dobro znajdem s tem, da lahko čist odklopam in sem res prisoten tam v trenutku. Sploh, če so razmere malo bolj na hard, takrat itak moraš biti, ker ti drugega ne preostane. Pa se ti zdi, da so to v bistvu ful istočnice, recimo tudi za nasplošno v življenju, tak na ful široko, tak če gledaš, da je ful pomemben, da delaš stvari, ko si in the moment, pa si prisoten tam, pa delaš to z tistim nekim passionom. Sigurno, vse to, kar si rekel, je po mojem, tudi je nujno za life, če hočeš, da ti stvari štimajo, pa da se imaš ti dober. Passion, pa da si prisoten takrat pri tisti stvari, kaj počneš. Ker tako se mi zdi, da je ful danes v tem tempu, je kar malo težko vse to odklopiti. Se strinjam. Meni to najbolj na vatru je. Ja? Ja, drugje imam še veliko placa za izboljšave. Ker imaš toliko distrakcij v lifeu zdaj in te zelo hitro ali levo ali desno ali ta social media ali telefon ali karkoli te hitro potegne in se moraš kar matrati, da ostaneš sfokusiran pa v samem trenutku. Postrajati, Ja, postrajati, seveda. Se kako pa spodbuditi recimo tak način življenja ali pa tak način razmišljanja? Veš, recimo najlažje nekdo, ki je šel v življenju čez vse to, pa razume recimo ta in the moment življenja, se mi zdi, da ima ful velik stvari za pošerati. Kako spodbuditi, da najdeš v življenju to, Se pravi, jaz bi mogoče lahko šeril, kako spodbuditi to na vodi. Od zunaj mislim, da nisem v čevljih, da bi lahko tukaj prav neke nasvete dajal, kar še sam velikrat straglam, kakor sem rekel, hitro te potegne v temu tempo life-a, v temu načinu življenja, ali levo ali desno. In važen je, da zmer veš, kaj je tvoja pot, kam bi rad prišel in probaš tisti kurs zdržati. Mislim, da tvoja pot je to, se pravi, mislim, tvoj passion je v kajtu, pa v vodi, pa na surfu, pa v vetru. Se kak pa recimo, kako bi rekel, kak najdeš pa čas, se pravi, kak si ga v bistvu probaš vzeti, da čim več tega časa preživiš recimo v takih trenutkih. V bistvu to je, če si doma v Sloveniji, je kar izziv, zato ker kamorkoli greš, ti kar hitro gre čas, se pravi, se zapeleš v grado ali pa v Izolo, Izolo imamo najbližji. Vsem ti nekaj časa prvič pri današnjih cestah pa prometu je to sploh izziv, ti vzame nekaj časa, tako da veliko je prilagajanja, velikokrat ostanem sred noči, se pelem na spot, oddelam uro, dve, pa sem, nazaj, pa grem pol tudi še podelati, seveda, jaz imam službo, tako kot večina nas, tako da, ali pa potem popoldne, po službi, pet v avto, hitro letiške, narediš urco, dve in to je to. Ker dejansko vetra ni prav veliko na tem koncu in takrat, ko je, če želiš kaj, ga moraš zarabati. Hkrati pa vse počitnice, vsi dopusti so pač posvečeni temu, kar najraje delaš. To pa ni take težave.
Nekaj, kar je zanimivo tako gledati, kako v bistvu moraš žrtvovati neke določene stvari, ne, zato da dansko na drugi strani dobiš nek užitek, neko zadovoljstvo. Ne. Tam ti to, če nekaj res rad delaš, ne vidiš kot žrtvovanje, ampak ti je nekaj, kar, benmu se ne da ful voziti, se strinjam, to ampak mislim, ne. nujno zlo. So določene stvari, ki vsi bi najraje imeli, da bi se kar preslikali na neki določeni točki, ne. To je bilo najlepše, ne. Pa najbolj enostavno, ampak je vmes še v bistvu ta neka mogoče nepotrebna pot ali pa nekaj, kar pa ti da. Del zgodbe. In zdaj mogoče v zadnjem času, ker je še toliko večji problem, ker so tudi preveč ful gužve na cest, hkrati so pa tudi stroški ful narasli, ne, benzin je kar. Tako da, tukaj imamo tudi, bom rekel, kite community, pa ne sam kite, vse to, kar je povezan z vodo, je malo problema, zato ne vidiš toliko mlade generacije, ki bi rad videl, ker če nima ki nima izpita, njega očeta, mame, ki je ful navdušena na tem, ne bo prav veliko kajtov, če je Slovenije, recimo z Ljubljane, prav zaradi tega transporta, ampak se najdejo tudi entuzijasti, ker dansko moraš biti entuzijast, ne? Če dansko želiš, recimo, se mi zdi, da tudi čisto vsak, ki je nekje nekaj začel od začetka, ne, se pravi iz nič, ne, je mogel biti 300% entuzijast, ne, tak čist passionate, sploh ni razmišljal, ne, doskrat recimo prijemo do nekega zaključka, da človek, ki je nekaj začel, pa je imel nekaj ful rad, ne, če bi vedel, kaj se spušča, ne, da bi vedel, kak je končni rezultat, bi verjetno se marsikdo ne bi tega sploh lotil, ne. In ful treba v bistvu res izhajati iz sebe noter, ne, da. Ne, dejansko, ko si toliko not v tem niti ne razmišljaš, ne, velikrat meni ljudje rečejo, pa kako se ti da, ne. Ne, da se mi niti ne razmišljam, ampak jaz ko mi čakam, ne, da pridem na tisti veter, in ni problem vstati ob 1:00, 2:00 zjutraj, ali pa sploh ne iti spat, ne, tudi če si naslednji dan recimo pol čist zgonan, ne, ali pa še 2 dni, ampak ne razmišljaš. Če si noter, če te pa pač ne potegne, te pa verjetno kakšna druga stvar. Se šiftaš pol, ne. Šiftaš, ne, da si v nečem 5-10 let, ne, ali pa 20, ne, je v bistvu to že kar v bistvu nek status, ne. V bistvu, pa si že nekako, to je tvoj značaj, to je tvoja osebnost, ne. Se kako pa recimo to pot, ne, to me tudi zanima, ne, kako si to pot nekako olajšati, ne, kako narediti nekaj, da bi v bistvu bilo lažje začeti, ne, ali pa lažje nekako spodbuditi, ne. Misliš, da je smiselno, da je v community več povezovalnosti, da je več možnosti, da se lahko to lažje razvija naprej, ne. Zdaj, pa kako, ne? Zdaj, če me sprašuješ za posameznika, kako začeti, danes je to zelo simpel. Zbereš si kaj čolo, zbereš si najprej, kje bi se rad naučil, ne. Tlej je, koliko imaš budžeta, ali je to mogoče cenejša varianta, pa greš rečemo na Neretvo se učiti, ne. Ali je malo dražje, pa greš v Egipt, ali je še dražje, pa si najdeš eno bolj luksuzno destinacijo, važno, da preveriš, da je šola kvalitetna, ne. V Sloveniji imamo kar nekaj dobrih šol, ki delajo z mladimi, in če si motorično dosta lahko že v enem tednu se ti voziš. Če imaš srečo ob tem, da ko greš na tečaj, da imaš srečo, da je veter, ker zmer smo limitirani s tem, če ni vetra, pač se ne moreš naučiti. Kaj pa, če ni vetra? Pol te fantje v šolah probajo, ne vem, če imajo kakšen čovn, da koga vlečejo za čovnom, da na določenih spotih, ne, da se probaš malo na desko navaditi, je slučajno, vem, da v Egiptu, Elguni imajo žičenco, isto lahko malo potreniraš na vodi z desko, teorije malo, pa zmenijo se za naslednjič, nikaj, mislim, brez vetra ti ne moreš nič narediti, ne. Tako da, je pa to kar zoper, ne, če greš se to učiti, pa pol ni vetra. Je to tole zelo vmes, ko si rekel, da te vlečejo, ko imaš, to je v bistvu podobno kot wake pol varianta? Enako, ne, se je v bistvu, ti, če znaš vejkati, ne, sploh če znaš z obema nogama, prav in z desno naprej in z levo, si že pol naredil, pa moraš sam še pa dal spoznati, ne. Tako da
ko si pol še na kajt navadaš, je potem zelo simpel, a ne. Tako da, če daš enega vejkarja na kajt, bo zelo, zelo hiter, ne bo rabo niti en teden, da te bo pelo, a ne. Tako da, ja. Sej, kako pa to v bistvu izgleda? Jaz sem šel enkrat vejkat. Aha. Pač slučajno je bilo to v bistvu neko A druženje. začal pa nam tako ali naprej. za Nežičnico? Ne, na Nežičnico, v bistvu mislim, Ja. da je bil duplek, nekaj tazga. Ja. Nekaj tazga se v bistvu zgodil. In mi je bilo v bistvu zanimivo, v bistvu rabiš kar veliko kondicije pa veliko moči, ne? Sploh, če si začetnik, ne? Ja, s tem, da na vejku rabiš več moči v rokah, a veš. Na kajtu, ne, imamo mi trapez in ki je, v bistvu je kajt pripet na trapez. Tako da z rokam je veliko manj pritiska na roke, veliko manj moči porabiš na kajtu kot na samem vejku, a ne. Na kajtu najbolj delajo cel kor, se pravi trebušne, hrbtne, rit pa noge, a ne. Delajo tudi pol, kadar je močen veter, tudi orenk roke, ampak ne tok, definitivno ne tok. Jaz, ko grem na vejk, me tudi po 2-3 krogih me že orenk roke bolijo. Ja. Ja, ker je malo, mislim, po eni strani izgleda skoraj podobno, ne? Ja. Ni pa... Ja, sam tudi približen. Če si šel na vejk, pa če ti je bilo všeč, moraš dati kajt krat 21, ker je čist drug feeling. Je ful več svobode, tam krog nabijaš, a ne. Ja. Tle si pa res svoboden, no, v samem gibanju in je super, ja. Kaj pa tebe pretegnilo, pa to v bistvu bolj, prej si rekel v bistvu, da si šel windsurf, ali kako si že rekel? Ja. Se pravi, kako te je pa v to prepeljalo? Da gremo mečken zdaj še nazaj, kako si dejansko sploh prišel, ne, do te točke? Veš kaj, pri kajtu res lahko letiš, res lahko skočeš, a ne, in že takrat, ko sem jaz videl, so fantje, takrat se meni zdel letel v nebesa, ne, pa mogoče so skočili, ne vem, pod 10 metrov, ne vem, je bilo 5-8 metrov in je bilo noro. Kada ti prideš na windsurfu do tega, prvič boš na pogojih, ki jih imamo na Jadranu, zelo težko take višine dosegel, ne, ali mogoče kdaj se da na kakšne res ekstremne, ali jugote, predvsem, ko so veliki valovi, pa ful sam level, da boš do tega prišel, je res težko dosežiti. Medtem ko na kajtu se da pa to veliko hitreje. Se pravi, meni je ta, da lahko res skačeš, a ne. To me je najbolj potegnilo. Krat pa, kar se tiče prednosti, pri kajtu je tudi to, ne, da imaš manj opreme, na koncu jaz imam kar velik že, a ne, ampak tako en poprečen kajter ima veliko manj opreme kot windsurfer. Nima unih velikih dil, ki jih more vezati pa gor na streho. To gre vse v prtlažnik, a ne, je tudi tako user-friendly bolj, ne. Tako da to je siguren prednost. Kar je pa minus na pravem windsurfu, je pa to, da mi rabimo večjo obalo, ne, ker moramo štrikerja stegniti, rabimo badija, da nam pomaga štartati kajta, ne, sploh če so plaže take, ki so po Jadranu, ki so... Kaj pa badi dela? Badi v bistvu ti sam, ko ti napihneš kajt, linije zvežeš, prpneš nase, ti samo pomaga pri štartu, a ne, se pravi, on prime kajt, ti se postaviš v ta pravo višino, tako da se kajt lepo napolne z vetrom in potem mu daš znak, se pravi, pokažeš palc gor, to pomeni, on takrat samo spusti kajt, a ne. Aha. Ker sam imaš self-launche, sam to na tej obali, kakor sem rekel, ni zadelati. Prvič je zelo verjetno boš domač povedan zjebo opremo, se pravi kajt, ker so skale, grmovja, to, ne, in kajt je zelo občutljiv. Drugič je pa, gre lahko zelo, zelo narobe, te pol potegne in tako da tle na Jadranu redko kaj tazga izvajamo, da sam štartam. Ja. Recimo, ko pa priješ ti nekam v Brazilijo ali pa v Južno Afriko, kjer so peščene plaže, in vidiš fante, ki delajo vsakodnevne self-launche pa self-landinge, se pravi tudi in štartujejo in pristajajo sami opremo. Seveda, do določene jakosti vetra pa je spet zelo navaren, če gre kaj narobe, ne. Gremo v bistvu v to smer bolj.
Kaj pa lahko gre v bistvu narobe? Recimo, zdaj, okay, lahko se poškoduje pa te stvari, ne? Se pravi, a to tudi pomeni, da recimo, ne vem, veter ti še ne pomaga dovolj, a ne? Da bi dejansko ga lahko sam štartal? Ali kje lahko gre tukaj vse? Misliš, zakaj? Zakaj? Za štart, ne? Za štart. Če ti nekdo štarta, a ne, kajt, se pravi, če ti ga prime, pa ti, gre lahko narobe to, da ti narobe potegneš bar, a ne, kajt lahko zleti v rikvrc, pride v tvojo pred tebe, temu se reče power cona, tak tam kajt najbolj leče, potem lahko prije sunk vetra in tebe potegne in seveda, če bo vlekel po tleh, boš prvič uničil kajt, hkrati bo lahko tudi sebe zelo poškoduješ, ne, lahko se konec koncev ubiješ, ne, ljudje so se tudi že ubili na kajtu. Največkrat se to zgodi pri ljudeh, ki ne znajo, da niso nobenih tečajev delali, prije do takih napak. Ne. Pa seveda tudi pri enemu začetniku, ki nima veliko izkušenj, če ni konstanten veter, je tudi možnost takih napak, ampak ne vem, veš kajt, mi vsi v glavnem uporabljamo tube, kajt, to pomeni, da določen del kajta se napumpa, zato da pade v vodo plava, a ne. Se pravi, če to podrgne po tleh, a ne, ali pa na neko skalo orang prleti, bo tuba počla in to je nočna mora nas, ne. Ker to se da vse popraviti. Sam jaz ponavadi ne želim s takim kajtom kajtati sploh v močnih razmerah, ker vsem, ko je enkrat nekaj popravljen, tudi z avtom se nočeš, ne vem, ki tekmuje na 300 na uro se voziti, ne. Tako da drugače se da vse zrihtati, sam jaz ne zaupam več pol takim zadevam, ne. Sile so druge, ne? Ja. Sile so pa ogromne, ne, tle na opremo, res, tako včasih res si impresioniran, kaj ta oprema vse prenese v smislu jakosti vetra, ne, pa refulov, koliko to vse zdrži. Kako pa štartati, če slučajno sred morja padeš not, ne? A misliš, če pade kajt v vodo? Ja. Zdaj, če vetra ni noben problem, ne, to danes dvigant kajt z vode, danes pravim zato, ker ko sem se jaz začel, je bilo malo drugače, potegneš, se pravi, eno stran bara, ne, te krmilne palce in če je veter, te kajt počasi obrača in potem gre gor, to ni nobena težava, ne. Problem je, kadar veter toliko pade, da kajt noče ven z vode, posebej, če se ti še kaj čudno obrne, ali pa če se ti štriki zapletajo, pa itak. Velika verjetnost je, da se štriki zapletajo, ne? Mislim, ni toliko velika verjetnost, je možno, ne, se zgodi, ampak sploh z malo izkušnjami, že ko pada kajt dol, probaš tako, da pade tako, da je ok, a ne, se pa zgodi, ja, se pa zgodi, je del zgodbe, veliko smo že preplavali, ne, pa verjetno še bomo, zmeri imeti pa fajn enega kolega, da ne kajtaš sam, da si v bistvu z družbo navadno, več vas je boljše, ne. Ja, ker v bistvu je zelo, zelo navaren šport, ne, tako... Ne bi ga jaz klasificiral, da je zelo navaren šport. Navaren je, če ne veš, kva delaš, ne. Če sploh danes, ko imaš vse šole, ki te naučijo, seveda moraš ti pol še naprej izpopolnjevati svoje znanje, ampak če malo delaš z glavo, je lahko relativno zelo varen šport, ne. Sploh ob današnji opremi, a veš, včasih je bilo to drugače. Kako je izgledalo to včasih? Ja, predvsem glavna razlika je bila ta, da kajti niso imeli velikega wind range, to pomeni, da ti je kajt delo, ne vem, od 15 do 20 vozlov. Čim je bilo manj kot 15 vozlov kajt ni letu, če je bilo več kot 20 vozlov, si imel tako power, da nisi mogel več držati roba in si te je nekontroliran zadeva vlekla, ne. To je prva stvar, druga stvar, so bili pa te safety sistemi zelo tako vprašljivi, ne. Kako pa safety sistem deluje? V bistvu ti imaš nekako, zdaj ne vem, zdaj me bo kdo, ker jaz nisem nikoli teh raznih tečajev delal, ampak nekako imaš 3 varnostne sisteme. Prvo, ko tebe, ko želiš, da kajt neha vleči, je, daš bar stran od sebe, a ne. To je, da bi, če bar zateguješ, je, da bi dal gas, če ga daš stran od sebe, da bi, mislim, ne da na bremzo stopaš, ampak gas si spustil, ne, neha vleči.
Če te v primeru, da se ti zapletaš še z enim kajtom, to ne bo dovolj, sta una dva kajta se zapletla, bosta nekontrolirano vlekla. Moraš potegniti safety, to je safety, imaš tle na trapezu, je del tega bara, ki je pripet na trapez. In samo potegneš stran in takrat kajt odleti in ostane pripet samo še na tak molišju. Prav, kajt, če bi samo potegnil safety, bi kajt se spremenil v zastavo, se pravi, ne bi nič več vlekel. Če je kajt zapleten še z drugim kajtom, velikrat to ne dela, pa kajta skupaj pol začne ta vleči. In ti imaš pol ta tretji sistem, ko pa vse skupaj odpneš iz sebe, Da pač takrat lahko zgubiš tudi kajt, ampak nima veze, Tako da danes to ful dobro funkcionira. Včasih je bil pa glavna težava, so bili te chicken loopi, to so te, ki pridajo na sam trapez. Pripete zadeve so bile tako slabe, da smo pa določene karabine uporabljali, ki pa eni so se, unita dražji so se odprli pod silo, ta pocen, ki smo jih imeli, pa mi pa v bistvu ne zmeri, in to je lahko zelo nevarno, ker ti, ko moraš odpeti, mora delati, in danes ni več problem s tem, Danes, če je res največkrat problem ali neznanje, kakšna res butasta napaka, ali pa se je zgodilo zdaj tudi že parkrat kakšni nepričakovani res hudi sunki vetra, Res mislim tako dostakrat, ko se takole pogovarjamo, iz različnih področij, je tečaj oziroma tutor, nečesa, karkoli, je izjemno pomemben, sploh na začetku, da prav štartaš, da se prav navadiš, da se prav, ne vem, kako vi delujete tu, A je veliko recimo teh nekih začetnikov, ki dejansko pridejo, pač si kupijo kajt, neki tam preberejo, neki pogledajo, mogoče ChatGPT uporabljajo, ko je zdaj to popularno. Pa mislim, da jih je čedalje manj, da ljudje so se začeli posluževati šol, ker so tudi relativno okej, ni poceni, ampak ni pa spet tako drago. Večinoma grejo v šole. Če že pol kdo prosi kakšnega prijatelja, pa ga on uči, ampak to si uporeči, da kar 90% ljudi gre v šolo. Malo bolj je zahteven šport, mislim, ni tako enostaven, pa ni strani za začetek, mislim, niti ne moreš, kak začeti, če imaš ta entuziazem, ampak v celmu spektru znanja pa informacije, po mojem, mogoče res lažje. Ja, sigurno, veš, ti moraš prvo stvar, moraš prav štrike zvezati, ker če ti štrike narobe zvežeš, že tam gre lahko zelo, zelo narobe, tam pride, to potem potegneš levo, gre kaj desno, in ti tega ne pričakuješ, tako da, definitivno ni za riskirati, da bi se sam to učil, ker imamo zgodb še od naših začetkov, to so ljudje pristali na drevesu, so jih rešvali, gasilci. To so mogoče zdaj take zgodbe, ko ti kar dobesedno malo izoblikujejo. Kakšne so bile recimo take stvari, ko smo želeli od to temo padla, ko so bile recimo tak srečni koncem? Mislim, ena lih taka sem jo omenil, en prijatelj je, zdaj bo hud, ko mi to povejo, Murske Sobote, v Murski Soboti veš, da je, to je on razlagal, to je on povedal, jaz nisem bil zraven, da je itak sama ravnina, pa tudi prav velik drevesni, ampak članek pol naslednji dan je bil, da so gasilci iz tega padalca rešvali iz drevesa, v bistvu ni bil padalca, ampak je bil kajter, ker je njega dvignali in ruknali na drevo, Tako da, vse sorte je bilo, A veš, ko si ti enkrat na trdem, na travi, tam, če te malo dvigne, je lahko že tudi padati z 1 metra, hiter lahko pride do poškodbe, tako da je idealno, da greš nekam, kjer je stojna voda, ker vse je lepš pasti v vodo, kakor na samo zemljo. Ker tudi kajta je tudi na travi, Tudi to je, čeprav tle v Sloveniji, mogoče pa tam na Gorenjskem vem, da so bili eni entuzijasti,
Drugače bolj kot samo land kiting je snow kiting nepopularen. Aha. To pa imamo tudi v Sloveniji, imamo kar ene par fantov, ki kar redno počne in konec koncev pri nas se da na blokah to, ali pa v Postojni na letališču, kadar je sneg, tako da ja, je tudi je pa to spet, ni, bom rekel, ne čist drug šport, ampak je kar druga disciplina, no. Spet, če se orank lotaš tega, rabiš spet posebno opremo, a ne. Kaj se pa razlikuje? Škaj, za snow kiting v glavnem uporabljajo foil kite. Foil kiti so v bistvu kiti, kjer jih ne napumpaš, a ne, se pravi, tega leading edgea ne napumpaš s pumpo, ker on, če pade dol, itak ne bo potonil tako, ampak delajo v bistvu, foil kiti so kot jadralna padala, ne, se pravi, imajo celice in to je noro, ne, to letijo po 200-300 metrov višine, ne, se mečejo s hribov, recimo Francija, to je spet zelo, zelo ekstremen šport, ni nujno, da je, a ne, ampak jaz, ko gledam to, noro, no. Pa ti ni potegnili? Lej, probil sem parkrat, full dober feeling, res, pa jaz sem v bistvu, preden sem začel kajtati, sem veliko turno pa alpinistično bordo, tako da sneg, pa to mi je vse super. Tam enostavno, vedel sem, da bi mogel full to početi. Enostavno pa nimam časa, da bi dva taka športa bolj počel. Sigurno šel še kdaj, no, ampak jaz grem še zmer, če je tudi po zim, orank napoved za veter, grem raje na vodo, no. Sam v bistvu moraš iti pa verjetno, kjer je bolj toplo, ne? Ne, hodimo tle celo zimo, tudi Slovenija, Italija, Hrvaška. Neopren pa... Ja, čas smo imeli tudi suhe obleke, zadnja leta so neopreni tako dobri, da v bistvu, ko si na vodi, itak ne zebe, pa samo telo nikoli ni bil problem so bili prsti, predvsem na rokah, pa na nogah, a ne, tam imaš tudi rukavice, pa čevlje, ampak no, zadnja leta so naredili, bom rekel, pogojno dobre rukavice, da zdrži nekaj časa, preden ti za nohta, pa ne čutiš več prstov, a ne, pa kapuco imaš tudi, a veš, tako da se, je pa to res za one entuzijasti. Ja. Predvsem zoperen pol se preoblačata, veš, odzum pa, tudi če je 4 stopinje, pa runmu vetru je kar. Malo te zazebe na začetku, ne? Ja, pa tudi pol na koncu, veš, kaj daješ mokr neopren dol, tako da, ja. Se, kako je pa tega sodelovanja, recimo med entuzijasti ali pa recimo pa tem, da se dejansko razvoj lahko tako naprej razvija, ne? Mislim pač, da gre tako hitro naprej, ne? A to v bistvu se šerajo te informacije, v bistvu je to kak community, ki mislim, to so izkušnja, ne, ki... Ja, zdaj mislim, da največ se šera vse prek socialnih omrežij, ne. Danes imaš te profesionalne rajderje, ki dnevno objavljajo svoje nove trike, ne. Potem imaš tudi določene, bom rekel, vlogerje, kajterje, ki v bistvu razlagajo, kako se določen trik naredi. Potem pa te boljši kajterji, ki res hočejo napredovati, pa itak so na teh kite spotih in pol so v communityju in sprašujejo, pa konec koncev se nima veze, tudi sam med profesionalci se tudi drugače, ne. Velikokrat dobiš kakšno vprašanje na samem spotu, kako kaj narediti, ne. Jaz imam tle kar problem, ne, da bi ne bi hotel kaj povedati, ampak enostavno veliko stvari delaš že tako avtomatsko, da moraš ful razmišljati, kaj pa kako narediti, ne. Kaj v bistvu sploh narediš pri določeni zadevi, ja. Tako da največ pa jaz mislim, da ja, tako z ust do ust, pa veliko je pa tudi zdaj na socialnih omrežjih oziroma internetu. Se recimo tako si opazil, da se je kakšna problematika naredila, pa se je pol to probalo reševati, pa tak, mislim, imaš kaj v spominu, kaj je tazga, recimo? Veš, kaj recimo med letom, ne, ali pa recimo med uporabo, ne, velikrat naletiš na neki, tole mi pa ne deluje, ne, tole pa ni vredo, ne, tole nekaj drugače, pol včasih doskrat rešuješ sam, ne, nekaj. Ja, v bistvu prav en ta vloger, no, se ne vem, če je velik vloger, en kajter, je ful dobro izpostavil pred kakšnim letom, ne. Ta naša oprema je vsak let dražja, ne.
ampak kvaliteta opreme, ne, pa ni vsak let boljša. Ne. In v bistvu tudi jaz se najbolj bojim equipment failure. Se pravi, kljuke na trapezih pokajo. Ne. Zdaj si pa ti predstavljaj, ti lahko skočiš 20-30, stan rekord je bil 42 metrov v višino. Ne. Zdaj, če tep tam ena kljuka poče, ali se strga linija na kajtu, mrtev. Ne. In potem so te sploh profesionalci začeli neke svoje izboljšave delati. Hkrati je ta vloger, ki sem ga omenil, je naredil neko stran, kjer v bistvu vsak iz communityja lahko share svojo experience ali pa neko težavo, ki mu jo je oprema povzročila, in pa se je kar nabral nekih teh reportov, in to je v bistvu bil pressure na firme, tudi da je prišlo do recalla, do odpoklica določenih stvari. Ne? In to je ful pozitivno, ne? Ker, kot sem rekel, oprema ni poceni, kvaliteta je pa velikokrat kar vprašljiva. Ne? Res pa je, ne? Tako sem rekel, da to so res orang sile, ampak nima veze, če je za to namenjen, morajo tako narediti, da je varno. Ne? Ja, ker bi se ni zdaj splošna uporaba, ne, ko nekaj, kar kupiš, stemuje. Recimo zdaj zdaj malo balastično govorim, ne, ampak je ena stvar, ki mora zdržati. Ne. Naj bi, ne. Tam, veš, tukaj je enaka kvaliteta za tebe, rečemo, kad boš jutri začel, ne, pa boš šel na 15 vozlov opreme, kot za nekoga, ko gre na 40 vozlov. Ne. Vidva sta v isti trgovini, enak trapez kupla ali pa enak kajt, enake linije, ne. Tem, da zate za na 15-20 vozlov je več kot dober za unga, ne, ki gre pa na enoren veter, ne, je pa že vprašljiv. Ne. In tukaj mislim, da se morajo firme še kar izboljšati, ker pač rizik je velik. Ne. Če gre kaj narobe, gre lahko res narobe. Zakaj pa misliš, da ne pride do tega? Jaz mislim, da danes je posod optimizacija stroškov, ne, in probajo, veš, zadeve si tako delajo na Kitajskem in v glavnem na Kitajskem, in potem so včasih quality issue, tako da jaz mislim, da je to, vem pa ne, no. Ker me seveda, veš, kajtanje je tako relativno big community, ampak vse napram drugim športom, napram, ne vem, mountain bikingu, je to zelo majhen. In vse brendi ne prodajajo, verjetno ne ustvarjajo tazga dobička kot pri čem drugem. Ne. In to ima pač za posledico, da jaz mislim, manj dajejo pol tudi not v samo varnost. No. Ja, pa tudi razvoj, ne? Ja. Tudi v končni fazi to, ne? Mislim, razvoj še kar gre, ne? Problem je, da dajejo v čedale boljše v smislu, da so lažji materiali, močnejši kakor materiali, ne? Sam test, preden dajo na trg, ne? Ker seveda povpraševanje pa narekuje, ne? To dajo zelo hitro kaj na trg, pa se pol izkaže, da kaj ni, ne? In problem je, če ti to na lastni koži ugotoviš, da ni. Ne? Jaz sem videl že kar par resnih zadev, ko v bistvu sam kajter ni bil nič kriv, ampak je enostavno oprema zatajila. Ne? Ampak to govoriva tam, ko greš res v bolj močne razmere, v ekstremne razmere, ko tam je res pomemben, da imaš opremo, kaj zaupaš, pa da tam ne rabiš razmišljati o tem. No. Recimo, kako pa preideš recimo iz splošnega tega, rečemo, rekreativca, ne? Potem počas v mogoče malo bolj aktivno, pa malo bolj profesionalno ali pa mogoče tekmovalno sfero, ne? Ker ti si šel tudi v tekmovalno sfero, ne? Ne, nisem šel, sem razložil, ampak kako preideš, ne vem, po mojem to je ena logična pot, če nekaj rad počneš, ne, sej ne verjamem, da se mogoče kakšen se rodi pa reče, jaz bom Lionel Messi, ne, med kajterji, ampak otroci, ampak tako, jaz
kako sem napredoval, enostavno me je vlekel naprej, a ne. Močnejši veter, več kajtanja in pač, ko napreduješ. To, kar si omenil, ne, da sem šel v tekmovalne sfere, v bistvu jaz nisem bil sem na eni parih teh lokalnih tekmah, ampak nič kaj resnega. Drugač, kar pa se udeležujem, je pa to neke vrste tekma v merjenju višine. To je bila pa včasih ena aplikacija, ko imaš eno napravo, ki jo daš na desko in pač ta naprava ti meri višino in smo se na ta način smo tekmovali in zdaj je že 2 oziroma še več teh aplikacij in je zanimivo, veš, si na vodi, če rad to počneš, je pol ful dober, ker s kolegi se malo bockaš, kdo je višji skočil, ne. Tako da, mene je to zelo not potegnilo, tako da, če je bilo kakšno tekmovanje, je bilo to z moje strani. Drugač pa imamo, to moram poudariti, letos smo imeli na največji Big Air tekmi smo imeli Slovenko, Lano Herman, to je kar za omeniti, to je v bistvu kljub temu, da koliko imamo morja, nič se skapa, ne, da imaš ti na najvišjem nivoju možnem, imaš v bistvu v Big Airu tekmovalko, pa ne samo, da je bila tam, ona je bila na koncu 3., ne, tako da super, ne, pa imamo drugega Slovenca, Tonija Vodiška, ali pa prvega rekel, ki je on tudi med kajterji, ne, kjer je bil drug na olimpijskih, drug je bil na olimpijskih igrah, ne, v disciplini foil, ne, tako da res kljub majhnosti, ne, smo vse na nek način relativno dobro prepoznavni, no. To je v bistvu že taka neka naša zblagovna znamka, ne? Ja. V bistvu je veliko teh športov, ne, glede na velikost smo po moje res. Česarkoli se lotimo, smo dobri, ne. Ne dobri, odlični, no. Kako te je pa recimo ta višina, ne? Kako te je ta višina prevzela? Ne vem, tako, če po moje, preden sem začel kajtati, rečemo, jaz sem prej, veš, ko sem ti omenil, sem veliko bordov po hribih, pa alpinistično tudi, pa bil na eni odpravi alpinistični, pa da sem sploh do kje prišel, sem bil na alpinističnem odseku, ne, in mene je bilo zmeraj bolj strah višine, ne. Jaz, ko smo plezali grape, ne, meni je bilo najtežje priplezati gor, ko sem enkrat zapel v bord, ne, na svoje noge, mi je bilo veliko lažje dol odpeljati, kakor prej, ko sem mogel strezen scepini gor, ne. Pol sem delal kot študent v adrenalinskem parku, pa koliko je bilo tam, mogoče 10 metrov, me je bilo prvič, ko sem bil gor, ne, me je bilo strah, pa sem se navadil, ne, in pa sem pa začel kajtati in tudi prvič, ko skočil, vsaka skoč mislil, da je šel že, ne vem, 15 metrov, ne, v bistvu si 2 metra v luftu, ne, in to pol s tem rasteš, veš, vsakič več, in enostavno, začel sem ful uživati v temu in zdaj, višji, kaj je, raj sem tam gor, je pa res, da zdaj me že malo kolena tudi izdaja, da pa ti visoko skačeš, moraš imeti pa, tvoj telo ti mora služati, ne, če kjerkoli del telesa, da imaš kakšne težave, je težko res neke ekstremne višine leteti, ne. Tudi zdaj sem bil v Franciji, rečemo, sem gledal te mlade fante, ne, to je noro, kako smut, brez kakršnekoli ekstra sile, letijo v ene nepredstavljive višine. Zanimivo je, da si se boril z višino. Pa se ne, da sem se boril, sam ni mi bilo tisto, da mi je neki ful domače, ne, kaj eni so čist domači, nikoli nisem ful plezal po drevesih, ne, veš, mer sem bil malo bolj presep in nisem, tako da mi je bilo, na nek način danes, ko pravijo, velikrat me kdo vpraša, kako je tam gora, ne vem, takrat sem toliko v enemu feelingu svojemu, razmišljaš o tem, kaj boš naredil, ali pa niti ne razmišljaš, delaš po feelingu, enostavno, ne bom rekel, da
da ma niti ni strah, ampak en tak trema, ne, ko si tam, ampak tisti feeling, ko se čas ustav gor v zraku, ne, ko potegneš prvi down loop, pa te potegne, ne vem, še 30-40 metrov, pa potem pride reful, pa te še malo prazdigne, ne, je noro. In pol, če ti rata še perfect landing, se pravi, lahko pristaneš, veš, bolj na mehko, ko skočiti iz pločnika polmetrskega dol, ne, lahko čist na mehko, če gre vse v redu, ne. Če si vse prav naredil, če ti ni veter vmes crknil, je nor feeling, no. V bistvu tu se moraš ful zanašati na občutek, ne, pa tak, to je v bistvu vse v miliminkah sekunde, ne, vse odločitve se v bistvu pol sprejemajo, pa to iz... Ja, veš, ker tukaj ni, da bi skozi čisto isto delo, zato ker veter se spreminja, ne, sploh ko je močen veter, ni nikoli konstanten, ne, ti piha, ne vem, lahko je zdajle, pride reful 50 vozlov, naslednjo sekundo veter spusti in pade že na 30. In ti moraš drugače potegniti kajt, če je 30 ali pa 50 vozlov, ne, ali hitrejš, ali počasnejš. In to sploh pri pristankih, pa tudi pri drugih zadevah, no, je ključno, ne, da takrat ta prav timing najdeš, ker če ga fališ, je ponovadi zelo trd pristanek. Ja. Tako da feeling. Pa malo sreče, pa gre, pa si itak. V bistvu ure in ure in ure, ne. Ja, eni malo manj, ne, jaz sem jih rabil kar velik, ne, jaz nisem nek fast learner, tako da, ampak polka pa enkrat padeš not, je pa to. No. Včasih pa misliš, da je pogojen, recimo to, da se nekdo hitreje to nauči, so kakšni skili, ki jih je v bistvu fajn imeti odprej? Je definitivno, recimo. Pa kateri, no? Zdaj odvisno, kera stvar. Zdaj za kajtanje naučiti se, ne, primer poznam en v bistvu norveški smučar hrvaških korenin, ne. Sem bil zraven na bolu, ki je tip pršel in je, ko veš, on je bil že tam v tej mladinski reprezentanci norveški v smučanju, ne. Prav veliko veze s kajtanjem ni imel, ne. On je ta prvi dan se pelil, ne. Ne, da je, ponovadi se zmer prvi dan peleš, če se že, ne prvi dan, ko se začneš peljati na kajtu, greš downwind, se pravi, te odnaša veter malo, ne priješ na isto točko nazaj. On je ta prvi dan že v bistvu upwind vozil, ne, se pravi, se je v spenju po vetru, ne. Potem drug dan je že skakal, tretji dan je backroll obrnil, se pravi, to je neke vrste salta, no. Tako da, a veš, koliko si motorik, koliko znaš poslušati navodila, to je ful, ne. Koliko dejansko, ne samo, da jih znaš poslušati, ampak da jih sprocesiraš, pa jih dejansko pol tudi implementiraš, ker tle pri njemu je bilo evidentno, ne, da on to vlada, kar so mu trenerji rekli na treningu, je on tako implementiral in tle, kar mu je inštruktor rekel, je on naredil, ne. In pa smo se že norce delali, da ne mu nehajo govoriti, da ne v boljši kamirati, ne. Ja, tako da... Ja, se to je res, ne, ampak tudi, ko ponavljaš, ne. Pač, če iz sebe izviram s to izkušnjo, pa vejka, ne, jaz tudi nisem nikoli niti bordo, niti smučil pa nič, ne, ampak smo šli vse in to smera, ne, malo probata, ne. In vem, da se spomnim, da so mi skozi govorili, kaj moraš narediti, ne, ko speleš, ne. Pa dokler nisem spelal, ne, to skozi non-stop poslušaš, ne. In pol enkrat, ko ti pa to uspe, ne, pa kaj pa zdaj, ne. Ja. Ne, in potem pa moraš začeti hitro razmišljati, ne, kak zdaj, zdaj moram iti pa sem, pa to, pa tak. Pa se ti pa kar odpira, ne, sproti, ne. Ja. Ja, dejansko, ljudje smo si različni, no. Pa veš tudi, zdaj imamo enega slovenskega kajtarja, ki je prišel ven iz smučarskih skokov, ne. Veš, to je čisto druga dimenzija, kako on, ko je v zraku, kako se vrti, kako se zna postaviti, ne. Kje pa vidiš razlike? Tak. Ja, da je dejansko cel life to treniral, ne. Prvič je lahek, ne. Drugič je pa ta motorika sama v zraku, ne, ka pri trikih. A veš, ker nisem skoka, ne, jaz rečemo delam skoke, ne, ker itak prvič zaradi konstitucije, drugič pa tudi sem že toliko letih, da vse, kar se pri Big Airu učiš, zna biti zelo boleče. Medtem ko on pa tudi ene par drugih fantov, ne, Slovencev, je pa gre v te Big Air trike, kjer imaš razne rotacije,
ki pa pač zelo se moraš biti tle, če si kakšen gimnastičar ali pa to, ti zna zelo prav pridati, ne. Tako da bolj si motorik, boljše zate. Ja, sej, to je treba v otroštvu začeti, ne? Ja, idealno je, ne. Sej, ko pa greš ti na kakšen trip, ne vem, ali v Brazilijo, ali v kakšno to revno državo, vidiš na kakšni za nič opremi, mulci to počnejo neverjetne trike, ki jih mi nikoli ne bomo, ja. Tako da Čemu to pripisuješ, recimo? ja, začnejo, a veš, tako kot pri nas že 5-letniki smučajo, tam začnejo kajtati, ne. A veš. In je čisto drugače, če se ti začneš pri 5 letih učiti ali pa pri 20, ko imaš že vse možne, kaj šele pri 30, 40, ko imaš že vse možne strahove razvite, ne, pa neke mehanizme, a ne. Ja. Kako se pa tem soočati, ne, ker se mi zdi, da to, ko si prej rekel, a ne, to straho, mislim, bi sem mogoče bolj to razumel, da si imel verjetno to neko spoštovanje do višine, ne, recimo, Ja, ne? pa ne samo do višine, do narave, pa da se zavedaš tega, da ne moreš ti proti naravi, lahko samo z njo, ne. In predvsem, da imaš vseeno, da na nek način, eni pravijo, ja, izzivaš, ne, ampak vseeno veš, do kje lahko greš, ne, da greš čez tisto, ne. Je pa zmeraj ta linija zelo Ja, v bistvu se na koncu se zmerom gre do te linije, ne. Ja, enkrat gre tudi čez lahko, ne, mislim, velikokrat gre lahko tudi čez, ne, in fajn je, da ne gre, ne. Kako pa recimo to razvitno, tako to spoštovanje oziroma to metanje vseb noter, ker se mi zdi, da je to ful pomembno, ne. Jaz mislim, da če tega nimaš razvitega, te bo itak narava sama naučila, da boš to razvil. Če pa ne boš tega razvil, boš pa, ne vem, kaznovan za to, ne. Velikokrat sem doživel, da je kdo precenil sebe, podcenil razmere, pa je na nek način se skončal, hvala Bogu, ponavadi sam s tem, da je plaval, ali pa kdaj na žalost tudi kakšno poškodbo, no. A veš. Predvsem je odvisno od tebe, no, kako gledaš na stvari, ne. Pa tudi, če si ti v eni stvari dober, še ne pomeni, da si v drugi, ne. Tudi, ne vem, enka je lahko turbo dober smučar, se pol nauči kajtati, mora vseeno, je tam car, tle ni nujno, da je car, ne. Moraš postopoma tle graditi svoje izkušnje, a ne. Ker izkušnje pa v enih ekstremnih razmerah se mi zdi največ pomenijo, a ne. A veš, da veš, kaj pa kako odreagirati. Ja, ker to je ful je tanka linija tu, ne. Mal slab dan, mogoče mal ego, mal kaj drugega, ne. Ja, ali pa malo smole, ne. Hitro vse to, a ne. Ne vem. Velikokrat se zgodi, če precenjuješ sebe, ne. Pa če delaš stvari kar tako, tle idealno, ne, čeprav jaz imam zadnja leta kar probleme, da v te ekstremne pogoje zelo malo fantov na tem mojemu koncu želi iti, a ne. In najslabše je, včasih grem sam, ker enostavno nimam nobenega, ne. Idealno je, da imaš enega zraven, ker on ti lahko veliko pomaga, ne. Če se karkoli zgodi, ne. Tako da ja. Želje te pa vleče, ne. Želje te pa vleče, veš, pa teh dni ni ful, a ne, takih. In problem rata takrat, ko imaš ti tak big day, a ne, mi pravimo, pa nimaš badija za iti v vodo. Pa ne sam badija, ki mu zaupaš, ki veš, da mu boš ti pomagal, pa ki veš, da bo on te pomagal, če bo prišlo do sranja, ne. Enostavno je ta community konkretno za ta, bom rekel, storm riding relativno majhen tle na tem koncu, ne. Medtem ko pa, če greš recimo v Francijo, na kakšnih teh bolj big air spote, tam pa je, to je pa. Pa se v bistvu pol greš povezovati tam?
Verjetno. Ja, definitivno, probaš se pokonektati tam z njimi, ne, ker je pa tako, določeni spoti so malo zaščitniški, a veš, do svojih spotov, mislim, določeni community so po tujce malo tako, kakor kdaj in kakor kje, a ne. To je smer je fajn imeti kakšnega lokalnega kolega. Ja, mislim, da to Najbolj zihar, ne. Ja. Ker ko si na vodi, je res fino, da veš, na koga se lahko zaneseš. Se kaj pa more ta body početi takrat, ko si ti v zraku? Ne, nič, on kajta. Ti kajtaš, a veš, to pomeni, ne, ti skupaj sta na vodi, ampak recimo, že če ti v enih močnih razmerah zgubiš desko, ne, ker deska je samo nataknjena na tvoje noge, to smaš strepe, stopaš not. A ne, in če zgubiš dilo in če ful piha, boš težko prišel nazaj do dile, ker ti on pripelje, a ne, in njemu to ne predstavlja nobene težave, ne. Njemu to 1 minuto vzame, pa lahko tudi 1 uro, lahko 2, lahko sploh ne priješ do dile, ne. Lahko zgubiš dilo, boš šet ven nekje, ker nimaš dile, kjer sploh ne moreš šet ven, ali pa so kakšne skale, ne, moraš zaradi tega skale, veš, take zadeve, ne. Lahko recimo v najslabšem primeru ti pade kajt, zabijaš dol, ti poč tuba, te on lahko zvleče, a ne, se ga primeš, pa te potegne nekam na neko plažo, kjer se daje lepo ven, a ne. Lahko si ful daleč do obale, pa te on zvleče do obale, a ne. Veš, tako, ja, take zadeve, ne. Tako da je ključno, no, da imaš kompanjona ob sebi, ne. Sam, kakor sem rekel, če pa čas, kakorkoli se tega zavedaš, če pa nimaš pa obstaja na račov, pa včasih tudi poreskiraš, ne. Upaš, da bo šlo vse v redu. Ja, to so težke odločitve, ne? Ja, so. Verjetno tudi ne najbolj pametne, ne, če se za to odločiš, sam a si, ne, če te ni, te pa ni, a ne, a veš, ko mislim, če enostavno, kot sem rekel, teh dni ni velika, ne. Takrat recimo so tako ekstremni pogoji, da dansko morata biti oba na zelo visokem nivoju. Ja, mislim na visokem nivoju. Mislim pač... Ja, oba morata biti toliko skilled, da nimata problemov s tem, ne. Ker zmer, tudi če si še tako dober šofer, se zmer lahko zabijaš, a ne. Ali pa, ne vem, si ti avto pokvar, ne. Ampak ja, da staj nekega začetnika v to, ne vem, se je že zgodilo, da je na take ekstremne pogoje nekdo na plaži želel vodo, sem rekel, jaz ti ne bom dvignil kajta, ker sem vedel, kako kajta, ne. Jaz ti ne bom pomagal. Je bil jezen, ne vem, sam, veš, koncev s tem ti prevzameš del odgovornosti, ne. To je v bistvu tako alpinistična odprava, ko greš v bistvu te ekstremne pogoje v hribe, ne. Je tudi v bistvu tam doskrat si eno od drugega odvisno, ne. Ja, podobno, no. Na malo drugačen način. Na malo drugačen način. Ne, pač mi je to slučajno padlo na pamet, ne. Da je veliko takih podobnih situacij v življenju, ne. Ali pa tako, ne. In takrat, ko je najbolj težko, rabiš ljudi, ko... Ja, ko ti pomaga. Ja. Tako da... Si veliko ti rešil tudi kakšne take situacije? Mislim, definitivno. Pa se, veš, to rešiti enega ponavad res ni nobena težava. Je pa včasih zoprno, včasih še ti pol nasrkaš, ne. Veš, ker... Kaj pa gre narobe tu? Ne vem, recimo, če nekomu pade kaj dol zaradi premalo vetra, sicer to ni ekstremna situacija, ampak lahko je pa zelo zoprna, ker če si ti ful stran ali pa da veter vsem piha stran do obale, a ne, pa greš ti pomagati nekomu, ne, pa da še te pade kaj dol, a ne, potem se zna ta kajta preplest in vleč vsak po svoje. To pa je pol zoprna situacija, sploh če nimaš čovna, pa če ni stojne vode, a ne, tako da, ampak drugače. To so taki bolj redki primeri, ampak lahko se pa zgodi. Ja. Te veš, Murphy pa to. Ja, se to. Se koliko pa s tem dejansko se soočati, ne? Ker doskrat smo ljudje realizacija z naših misli, ne? Ja. Kako to odganjati stran od sebe? Ja, ne vem, jaz ker takrat se kar malo pretegnem, pa si rečem, nehi to razmišljati, ne? Ja, ker če ne boš, da greš ven, ne? A veš,
Je pa res, ne, ko začneš to razmišljati, tudi tvoj performance je veliko slabši, veliko manj. Se upaš, je pa to pogojen, sem opazil, vsaj pri meni, v tem, koliko sem ufuran, se pravi, koliko veliko kajtam. Če sem ful ufuran, da res veliko kajtam, potem ti nekako tudi samozavest na vodi, ful zrase in si veliko bolj suverena. Čim si, rečemo, 2 meseca out iz nekih orang pogojev, pa se pojavi nek storm, priješ, kar tipaš na začetku, kje si pa kje nisi. Je, še zmerom je to tako malo ekstremistično vse skupaj, da moraš biti kar... Ja, mislim, itak moraš biti skozi, probaš biti čim bolj fit, ker na močnem vetru so orang sile tudi na tvoj telo, sploh na kor in po enemu takmu stormu, to imaš, ne glede na to, koliko pripravljen, spremen v džimu, to tretje imaš muskel fiber, ker so sile, ki jih ne moreš trenirati nikakor drugače kot s kajtanjem na takih pogojih. Seveda pomaga, brez džima bi bilo veliko slabše, pa brez tega, da si fit. Ali se pa sploh ne mogoje tega, ampak vsem čutiš naslednji dan posledice. Največ problem imamo mi, ko čas pride tako veter 3 dni zaporedoma, tako kakšen res močen in tisto drug dan že čist zgonan, ampak ne moreš, da ne bi. To mi je bilo všeč, ko si zelo to rekel, ker se mi zdi, da je tak absolut glede tega v življenju. Da če začneš razmišljati o takih stvarih, te pa noter potegne ta vortex in pol se kar začneš malo ciklati. In negativne misli so v bistvu največji strup človeka za dosega kakršnega koli cilja. Ja, res je. Ja, pridejo pa tudi, samo takrat res moraš presekati na nek način in začeti razmišljati, biti tam v trenutku, ne kaj bo, kaj bi lahko bilo, je pa včasih težko. Kdaj pa misliš, da se ti to pojavi? Recimo, mislim, da se recimo človeku to pojavi, pa zakaj ne? Mislim, Ne vem, jaz ti lahko povem, na vodi sem ti rekel, takrat, kadar sem slabo ufuran, ali pa če imam, recimo, vmes sem imel opremo, kaj nisem zaupal. Veš, sem zamenil komplet opremo kajtarsko in pridemo na nek tak, ne zdaj turbostorm, ampak tako, je začel konkretno pihati in ko ti vidiš, da se nekaj ne obnaša tako, kaj ne bi se obnašal, takrat ti confidence gre tako dol in takrat začneš razmišljati, kaj pa, če se kaj tukaj obrne, kaj pa, če, ne vem, ti poč to, tretje in to je bilo pri meni v bistvu. In si pol v vod, ampak te je strah, to pa ni dobro. A veš, ni pozitiven trema, kako preko, ampak je kad te je strah, pa si pa malo krčil, pa to pa definitivno ni dobro. Ja. Tako imaš pol tist, ker ne premakneš se, ker roke, noge, nič ne gre v bistvu v pravo smer. Ja, nisi sproščen in je čist drugačne. Ja. Se pravi, premagaš to samo z... Zdaj, če me sprašuješ, če kaj meditiram, pa to... Ne vem, karkoli pomaga, ne? Sem parkrat meditiral, pa drugače, ne. Mogo bi večkrat, mi je bilo takrat všeč, ampak nekako se naspravam, ja. Tako da... Ne, nimam benih drugih ritualov, no. No, ker se mi zdi, da ti rituali so ful pomembni, da imaš tak, pred nekim velikim dogodkom ali pa pred neko tekmo, vsi dansko poudarjajo, kako je v bistvu ful pomembno, da imaš ta nek svoj ritual, s katerim si v bistvu nekako zvizualiziraš, kako naj bi ta dan ali pa tekma ali pa kakorkoli se dansko odvijala. Ja, mogoče jaz sem malo bolj tih takrat, kadar je tako, pa bolj sem v svoji glavi, pa razmišljam, da bom vse naredil tako, kot je treba, sama priprava je malo drugačna, tako že bolj v fokusu, kakor recimo, če gremo na neki krtko malo pokajtati, ne. Mogoče sem vseeno malo bolj napet, no, ampak vseeno
ni to tista slaba napetost. Ko, res tist, da si bolj ne 100%, a veš, kaj konc koncev, kar ene par stvari je treba pripraviti to, da kaj ne pozabiš, ne? Ker najbolj zoprn je pa v močnem pogoji hoditi not pa ven z vode, ne? Ker takrat je največja šansa, da gre. To je približno tako, ker sploh tle na Jadranu, ne, so skalnate obale v glavnem in imaš veliko skal in če te tam kaj potegne, je lahko zelo narobe, ne. Tako da je približno s to pravim, to je tako, kar pristank pa vzlet par avion je tudi kao najbolj nevaren, ne. In tle mislim, da je zelo podoben in moraš biti res 100%, ne. Pravi, ko greš samo enkrat, pa si 2 ure, pa potem greš ven in to je to. Odvisen od pogojev pa od spota, kjer si, ampak ja, jaz ne maram v močnih razmerah not pa ven hoditi, ker pol ne veš, kaj še na reful prleti od zadaj, te potegne malo. Si doži sam, da čudno prbiješ v nek oren kamen, skalo in, a veš. V bistvu tako, ko se pač zdaj pogovarjamo, mi je v bistvu zanimivo, ne, da dejansko moraš imeti ogromno izkušenj, da ful teh različnih situacij pa različnih vremenskih recimo razmer, ne, ki se spreminjajo iz sekunde v sekundo, ne, da znaš pravilno odreagirati. Ne. Se pravi, da greš v življenju čez vse te neke faze, da ti memori potem dela, ne. Aha, tole se takrat zgodilo tako in potem v bistvu zmeraj instinktivno deluješ. Ne. Ja, na nek način, ja, moraš imeti pa tudi malo sreče. Ne? Ja. Zmer v life rabiš malo sreče, ker če nimaš, jaz pravim, veš, imaš 2 kozarca, ko se rodiš, ne? En je poln, ne? In to je v bistvu, poln je sreča, ne? Drug, kaj prazen, so pa izkušnje in skozi življenje se ti ta sreča pretaka v izkušnje, ne? In upaš, da nikoli ne bo ta kozarc prazen. Pa misliš, da to je tudi, če preveč hodiš na edge, ne, se pravi na rob? Zna biti, ja, na nek način. Glej, vsak ekstremen športnik prelslej bo šel čez. Prelslej. Zdaj sam, koliko bo šel čez, a ne? Pa koliko bo imel še vsem sreče, a ne? Pred kakšnim letom sem enega ful dobrega jadralnega padalca, ne, ker sem se tudi malo na tem začel navduševati, sem vprašal, ne vem, on je v švicarski državni reprezentanci, sem rekel, da bi začel, pa prav, ja začni, ne, sam orang se lot, sem rekel, pa daj povej mi, kolikokrat skreš, no, pravljaj, vsak kreš, ne. Če to veliko počneš, prav se kreš. Zdaj sem koliko hard boš kreš. Pa je po tebi odvisen, koliko ekstremno se lotevaš nečesa, pa koliko imaš na koncu sreče. Ja. Ta posnetek si videl zelo, ko je bil, ko je ena ženska. Ja, noro. To je noro. Ja, glih to, ne. Mi imamo v Sloveniji ta primer, veš, en naš kolega, mislim, jaz sem ga poznal fanta, da je v Ajdošni to zgodil, samo on je imel to smolo, da ga je avion zadev direkt vanga in je bil na mestu, mislim, pa je dol padel, je v mestu mrtvo. Ja, tako da, ja, grozen. Kako se take stvari, mislim, pač ja, ta ženska je šla, v bistvu, ne vem točno, s kje je bila, ampak ja, bila je kar na visoki višini. Švica, ja. Je tle, temu fantu, pri nas je bilo to, da je letel mal ne logičnem dnevu dela, ne, takrat delu dneva, ne, takrat, ker ni termike in v bistvu niso pričakovali ga, ne, načeloma tudi tam ne letijo, pora je pa, da te, ki so leteli, so imeli pa beje sonce, ne, direkt noti niso videli. Veš, in to je ta sreča, kaj jaz pravim, ne. Veš, kaka sreča je to, da tebe na enem nebu, kaj placa, kakor češ, direkt nek majhen avionček zadane, ne. To je, ja, to je usoda, ne. Ali pa kozarc srečo prazen, ne. Ja, tako da, ker se stvari sešteje, se šteje. Sem tudi mnenja, da če nimaš mogoče tega nekega spoštovanja ali pa nekega strahu spoštovanja do narave življenja na splošno, ne. In skozi hodiš po tem nekem robu, pa izzivaš, ne. Jaz slejko prej ta kozarc prazen, ne. In se ti potem nekaj zgodi, ne. In moraš ta balans nekako držati, ne.
pa vračati nazaj, ne? Da se ti obrne. Ne? Ja, sigurno, ne. Definitivno ti pred naravi ne moreš nič. Najboljše je videti na začetku, ko vsak hoče, ne, ko se začne učiti kajtati, ne, ko kajt pade, pa vleče kontra kajtu. Ne. Ti ne moreš nič narediti kontra kajtu, ti lahko delaš samo z kajtom. Ne. In ne bom pozabil, 20 let nazaj smo bili v Egiptu ali pa malo manj, no. Pa je bil prišel en res builder, ne, in ko si videl, ko se je on postavil pred kajtu, nimaš teorije, nisi še dosti močen rodil na tem svetu, a ne. Ja. Tako da dejansko moraš delati samo naravno. To je v bistvu ta vzvod, ki te pelje v življenju, pa pot. V bistvu meni je ful všeč bil pogovor. No? Tudi meni. Mislim, ful imam rad pogovore, ko so niso z nekega področja, ki so meni zdaj recimo ful znanja ali pa mogoče srednje znanja, ne? Ampak me pa zanimajo stvari, ker nekako spoznavam, da je na koncu zmerom nek absolutno vsega. Pravi, če nekdo nekaj upravlja zelo, kako bi rekel, strastno, pa gre v detajle, ne? Se pa v bistvu veliko nekih usporednih točk dobiš v življenju, ko so dosti podobne. Ne? In mi zdi, da je bilo kar nekaj teh informacij danes, no? Ko so bile take zanimive. No. Da mi še to pove, no? Preden zaključimo čist. Si se tudi odločil, da bi šel čist v šolo, recimo, da bi imel svojo šolo, ali jo imaš? Ne, nimam. Veš kaj, razmišljal sem, ampak nekako od večjih ljudi sem dobil informacijo, da ko ti tvoj hobi postane tvoja služba, ni več isto. Ne? In malo sem se bal, da bi izgubil ta passion, da bi se mi malo ustavil. Še bolj kot to, je pa to, da če imaš ti šolo tukaj v Sloveniji, ni nekega blaznega biznisa, stališča, da boš ti res lahko zelo lepo živel. Boš veliko potoval, boš veliko na kite spotih, tam boš pa tudi velikokrat, ko bojo dobri pogoji za kajtanje, ti stal v vodi z novimi bodočimi kajtarji in moraš biti tudi človek za to. No. Jaz sem se takrat odločil, da ne grem v to, pa mi ni žal. No. Mislim, da je to dober odgovor. Ne? Ker sem tudi jaz istega mnenja, da se mi zdi, da je tak neka prelomnica, ko enkrat začneš pač tisto, kar si prej rad počel, začneš delati za denarno ali pa zaradi denarja ali kakorkoli. Ne? Potem v bistvu moraš ful preklopiti mindset v nek drugo sfero. Ne? Ja. Ne vem, nikoli. Pa še tako sem videl v bistvu te šole skozi leta. Rečemo, ko smo začeli, je bil community ful majhen in res smo bili povezani ful, ne. Ko so se prve šole pojavile, community, ko se je denar pojavil v igri, je community začel na nek način razpadati. Pa ne zdaj, da smo skregani ali pa da so skregani. Ampak vsem je bilo že takoj drugače. Skaj mi že pride do tega? Ker se spet pridemo do nekega absoluta v družbi. Ne? Ja, je težko preko, ampak te veš, pri denarju se vse konča, kva pravijo. Ne vem, mogoče to. Pa hitro je pol taborjenje. Ne? Jaz pa neka pripadnost, jaz sem pripaden temu klubu, jaz sem temu, tretjemu, četrtemu, mogoče to, ne vem. Kol nisem razmišljal, zakaj je do tega prišlo. Ne? Ampak ko smo začeli res tako na taki žurerski osnovi. Jaz prvemu klubu, ko sem se pridružil, bil Merlot Kite Team, pot je lahko jasen, kaj je bil glaven povod. Ko so se pa šole pojavile, je pa bilo, no, so zadeve štimale, pa pol tudi niso, pa so bile razne zamere. Skozi leta mislim, da je to itak se vse zravnalo, pa se je pomirilo, ampak nekako mogoče je tudi to na nek način me zaznamovalo, da tudi nisem hotel iti v
pa nekaj tazga. No. Tudi tisto žrtvovanje, pa na drugi strani, ne? Neke vrste, ne? Kaj misliš? Mislim pač, enostavno čas posvetiš nekam drugam, ne? Pol moraš začeti izbirati, ne? Ja. Ne? Ja. Potem se v bistvu moraš neko selekcijo narediš, ne? Mislim pač, ne? Mislim tudi recimo tako, da sem pač nedolgo nazaj sem razmišljal o tem, ne? Da dlje časa, ko delaš neko stvar, ne? Večja verjetnost je, da boš več in stopil na prste, ne? In bojo pač take in drugačne zamere, a ne? Verjetno tudi to, no. Te veš, v Sloveniji ušija je, kva pravijo, ne, je veliko, tako da ja. Predvsem je važno, da ti to ne pride preveč do živega, pa greš naprej, pa delaš tisto, kar delaš, a ne. Ker sam tako boš uspel, če se boš pa obračal, pa tem konfrontiral. Škoda tvoja energija. To je spet to, ja. Ja, škoda energije, škoda tvojega fokusa. Pa v bistvu pa tudi zgubiš, ne? Sebe. Ja, definitivno. Meni je dobro tole. Tako da mi je bilo všeč, da smo, da je bilo tudi tepno. Meni je bilo tudi, hvala za prvo izkušnjo s podcastom. Aha, ok. Ja. Na intervjuju si že bil, ne? Na intervjuju sem bil že na eni in na drugi strani, no. Ja. Ja, tudi kot neke vrste novinar, ja. Tako da, evo, zdaj pa še podcast, vrhunsko. Dobro, no. Hvala ti. Da se res uživa, tako da res hvala ti za tvoj čas pa energijo, tako da uživaj še naprej v višavah. Ja, hvala.